Sportklubova ekipa je na obisku pri NK Celje. V Celju ne skrivajo ambicij znova kar nekaj sprememb, podobno kot pred prejšnjo sezono. Bomo pa videli, kako bodo v tej sezoni izpolnili cilje. Pogovorili se bomo s pomočnikom trenerja, Darjanom Matićem. Darjan, prisrčen pozdrav. Ja, hvala lepa, pozdravljen. Iskali ste povratek v prvo ligo, bili v naši družbi še v dodatnih kvalifikacijah, dobili klic Celja. S čim so vas Celjani prepričali? Pa ne vem, sigurno sem si želel v prvi vrsti po tisti drugi ligi prijeti zopet na malo višji nivo, predvsem profesionalen nivo, ker je bistveno lažje saj za mene funkcionirati in delati in nekako na tem nivoju sem že bil v vlogi pomočnika v prvi ligi pri Olimpiji lansko leto po zimi, tako da ne vem, enostavno na tem nivoju veliko več zadovoljstva, večjih užitkov, sicer tudi več dela, ampak nekako to me je prepričalo. Ste pa bili neka logična izbira, pri izbiri pomočnika tudi za voljo prevajanja. To pride vsekakor zelo prav, da lahko fantom predate pravo sporočilo glavnega trenerja. Tudi to je neka vaša vloga. Ja, nekako dejansko, kar se tiče igrišča in garderobe, nekako prevajam vse, kar trener pove. Na srečo dobro poznam ruski jezik, tako da nedvomno mi je to šlo zelo na roko. Trener je novinec v naši ligi, tudi nekako vseeno novinec, kar se tiče vloge glavnega trenerja. Kaj nam lahko razkrijete v njem, preden se sezona začne? Videli smo rezultate, videli smo igro v pripravljalnem obdobju, zagotovo obeta. Ja, v prvi vrsti mislim, da gre za zelo kvalitetnega trenerja, ki ima nek svoj pogled, svoj pogled mogoče malo drugačen, kot je bil v zadnjih 2 letih v Celju. Gre predvsem tudi za zelo dobrega človeka, z te neke človeške plati. Mislim, da so igralci tudi to sprejeli, spoznali tako trenerja kot sam model igre in pripravljalne tekme so pokazale, da nekako ta model igre, mislim, da nam je pisan na kožo in da če si le ne bomo naložili prevelikega psihološkega bremena, bomo to tudi nekako pokazali v prvenstvu. Kakšni so zastavljeni cilji v prejšnji sezoni oziroma pred prejšnjo sezono, je gospod Valerij Kolovilo dejal, cilj je zmaga na vsaki tekmi, pa se je morda potem zdelo, da sicer njegova takrat hudomušna izjava, da je potem dala nekaj preveč pritiska na takrat mlado ekipo. Kaj ste definirali v tej sezoni? Pa v vsakem primeru, ko se pripravljaš na prvenstveno tekmo, je cilj zmaga. Tudi v letošnji sezoni ne bo nič drugače. Drugače se niti ne znam predstavljati, kot da bi se pripravljal na zmago. Definitivno je po tem nekakšnem razočaranju v lanski sezoni to 8. mesto, težko rečem, da je zdaj naš cilj prvo mesto, čeprav mi si želimo prvega mesta, ampak mislim, da bi bili že za samo uvrstitvijo, neko zanesljivo uvrstitvijo v Evropo, zelo zadovoljni. Če se pogleda ekipo, kader zelo kvaliteten, zdi se tudi zelo pametno izbran, brez kakšnih okrepitev, ki bi jih lahko poimenovali kot nepotrebne. Kako je to potekalo? Ste bili tudi vi kot pomočnik vključen pri debatah o novincih? Ja, z okrepitvami lahko rečem, da smo zelo zadovoljni, ne nazadnje. Prišel je tudi fant Charles, katerega sem jaz treniral v Krškem v lanski sezoni, sem ga dobro poznal, zdaj direktno vključen pri samih ukrepitvah. Ne moram reči, da sem bil, no sigurno me je vodstvo kluba oziroma trener me vprašalo o mojem mnenju, jaz sem ga povedal, na ta način sem bil. Lahko pa rečem, da v tem trenutku izgledamo dobro in da, tako kot so mogoče v prejšnjem stavku povedala, te fantje so za 1 leto bolj izkušeni. Mislim, da se jim vidi na obrazu, da se zavedajo, da 8. mesto ni tisto mesto, ki bi zadovoljilo Celje. Se zavedajo, da je treba prvenstvo začeti od začetka, zelo dober, z neko bero točk. In jaz srčno upam, da nam bo to uspelo. Upam pa, da si, tako kot smo že omenili, da si ne bomo postavljali prevelikega psihološkega bremena. Ja, psihološko breme je lahko težava, to smo videli v prejšnji sezoni. Je ekipa, kot radi rečemo, zbalansirana, to je zelo pomembno. Je uravnovešena tako obramba kot napad, kaj bi vi lahko rekli z roba igrišča? Pa v prvih 14 dni priprav smo dali mogoče malo večji meri poudarek na obrambo in nekako se mi zdi, da nam je to
skozi te prijateljske tekme ratovalo, da smo prejemali manj zadetkov kot v preteklosti, na drugi strani pa smo začeli delati tudi več zdaj na fazi napada, kar se tudi pozna. Lahko rečem, da je ekipa zbalansirana in tudi sam balans med fazo obrambe in fazo napadom si želimo doseči. Kaj pa bo bolj pomembno v samem ligaškem tekmovanju, tudi morda z vidika glavnega trenerja, čvrsta obramba ali bo vseeno več poudarka tudi na uspešnem napadu? Ključno bo ta balans med fazo obranjenja in fazo napada, sigurno pa mogoče nezavestno ali pa zavestno smo pa dali malo večji poudarek na fazo branjenja, ampak to ne pomeni, da bomo mi prikrajšani v fazi napada, kakorkoli, ali glede posesti, ali da se bomo postavili nizko. Ne, samo neke določene stvari smo spremenili in zaenkrat to funkcionira. Za konec pa samo še vprašanje, koga pričakujete v boju za vrh prve lige Telemach, kako pričakujete, da se bo sezona nekako odvijala? Za vrh pričakujem sigurno Maribor, Koper, Muro, nas, Olimpijo. Nikakor ne gre pa tudi sigurno odpisati Domžal. Imajo mlado ekipo, potentno. Sigurno bo ključno tistih prvih 5-6 krogov, ker tam nekako če zbereš zadostno število točk, če si priključen med prve 3, da zaostanek ni prevelik oziroma da si na prvem mestu, takrat nekako dobiš podporo oziroma zaupanje igralcev. Igralci dobijo prepotrebno samozavest, se znebijo nekega pritiska, klub funkcionira, lažje diha tudi iz pritiska strani vodstva, ni slabe volje in nekako potem je treba samo še dobro jadrati na tem vetru. Želim vam, da bi jadrali uspešno. Hvala. In uspešno sezono, se pa jasno, čez sezono vidimo. Hvala. Ok, hvala lepa. Ja, pogovorili smo se že s pomočnikom trenerja, zdaj pa poglejmo še kakšno je vzdušje v igralskem kadru v slačilnici. Okrepitev nekako številka 1, če gledamo po veličini. Nino Kavter je v moji družbi. Nino, najprej dobrodošel nazaj v Sloveniji. Hvala, dobrodošli. Kakšna je bila izkušnja v tujini? Vemo, nekaj že izkušenj z slovensko reprezentanco, zdaj pa sezona v Turčiji. Kako se je bilo vrniti v Slovenijo? Ja, moram povedati, da je ena zanimiva izkušnja v Turčiji. Trajala je sicer 1 leto, ampak zelo zanimiva, pestra, burna, taka ja. Moram povedati, da občutki so zelo dobri, da sem doma, spet nazaj in ja, komaj čakam, da se spet začne prvenstvo. Bili ste želja kar številnih klubov tu v Sloveniji, vsaj po medijskem prigovarjanju. S čim vas je prepričal projekt Celja? Ja, bilo je kar nekaj ponudb je bilo. Moram povedati, da v Celju smo predstavili zelo ambiciozne cilje. To je zelo zanimiv projekt in odločil sem se za Celje. Nekaj časa zdaj že s celjsko ekipo, priprave so v finišu, vse je že nekako nared za začetek sezone. Kako deluje ekipa? Kaj lahko pričakujemo od Celja že od prvega kroga? Ja, moram povedati, da to smo igralci dobro sprejeli v slačilnici, tudi trener, vodstvo. Dobro smo se pripravili, da smo delali dobre priprave in ja, mislim, da je ena dobra ekipa, tako upam, da bodo prišli rezultati. So v vodstvu dali kak konkreten cilj pred začetkom sezone? V prejšnji sezoni je Valerij Kolovilo dejal na novinarski konferenci, da je cilj zmaga na vsaki tekmi. Pa vemo, kaj se je v prejšnji sezoni potem zgodilo. Kaj so dejali pred to sezono? Ja, mislim, meni je bilo predstavljeno, seveda, da je cilj itak, da biti prvak, ne? Biti prvak pa seveda priti v evropska tekmovanja, tako mi bomo na tem delali, da se to tudi uresniči. Trener je tujec, v slovenski ligi s tujcem še niste sodelovali. Kako poteka komunikacija, koliko tu pride prav pomočnik Darjan Matić? Kako ste zaenkrat spoznali delo trenerja? Kakšen nogomet zagovarja? Ja, moram povedati, da je trener tujec in zelo dober trener. Ima svoje pomočnike, tudi Darjana, ki to prevaja, ki razume tudi rusko in res dobro komuniciramo, dobra komunikacija je med nami, tako ni nam nič tujega, se sploh ne opazi, da bi kaj
ne prišlo do kakih, kako bi rekel, da se ne bi razumelo, kaj vse res se poteka kot mora in kar je najbolj važno, je dobra komunikacija. In tudi delamo na tem, da gojimo napadalen nogomet in to je to. Vi ste igralec tempa, vedno se to zdelo na sredini, da radi greste naprej, da pomagate v obrambi, da vas je v bistvu vse povsod polno. Nekako se zdi, da na pripravah, ko smo gledali igro Celja, da je to igra, ki bi vam morala odgovarjati. Ja, moram povedati, da sem taki tip igralca, da grem gor dol in ja, odgovarjam mi, da se lahko priključim napadu, da zabijem gol, da se lahko vključim iz drugega plana, tako mi je všeč to, ta princip, kaj ga goji trener. Če pogledava zdaj še tik pred začetek te sezone, kakšne bi bile neke želje za poletne mesece, koliko točk, kaj bi prineslo samozavest, kaj je vaš osebni cilj? Pa ja, moj osebni cilj, mislim, cilj ekipe je, da štartamo dobro v novo sezono in na koncu seveda, da smo na vrhu. Kaj pa morda na vrhu, kdo bo delal družbo, če še pogledamo v prihajajočo sezono, kaj se pričakuje od klubov, ki so vedno nekako v kombinaciji za vrh, Maribor, Olimpija, Mura, kaj sami tukaj pričakujete? Ja, to so vse ekipe, ki so vedno gor na vrhu in bo zanimivo, bo pestro. Vsi so se dobro ukrepili z igralcami, pripravili dobre ukrepitve in tudi mi imamo dobro ekipo in se zna zgoditi, da bo to pestro. Da bo pestra sezona, ki se splača. Sezona, ki pa upam, da mi zaključimo na vrhu. Vsekakor pa se splača gledati to sezono v družbi Sport kluba, zagotovo bo pestra. Seveda se splača. Mislim, da bo ta sezona ekstra pestra in zanimiva. No, lepšega vabila v bistvu ne morete dobiti. To smo torej izvedeli v Celju. Hvala za pozornost in lep pozdrav. Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach. Obiskujemo klube, tako kot že pred lansko sezono v prvi ligi Telemach in prišli smo danes na obisk v Domžale. V Domžalah nekaj sprememb pred letošnjo sezono. V moji družbi pa pozdravljam trenerja članske ekipe Domžal, Simona Rožmana. Simon, pozdravljen. Lep pozdrav. Hitro tečejo stvari v življenju, še posebej pa zdi se v nogometu. Pred letom mi smo se z vami pogovarjali, ko ste bili trener Maribora, potem vmes trener Celja, zdaj trener Domžal. Kakšno leto je za vami? Pa ja, moram reči, zelo turbulentno. Bom rekel, vsak klub ti da neko novo izkušnjo. Sem pa vesel, da bo ta nova stara destinacija je točno takšna, kakšno sem si želel. Se pravi, isti ljudje, eno, bom rekel, prijetno delovno vzdušje, eni odprti medsebojni odnosi in nekako začenjamo zgodbo na podobni točki kot takrat prvič. Pomeni, da bomo poskušali z našim lastnim kadrom, bom rekel, z okostnico ekipe iz lanskega leta in vedno nekako z vključevanjem naših mladih igralcev poskušati, bom rekel, biti konkurenčni za vrh slovenske lige, nekako se redno uvrščati v evropska tekmovanja in normalno, tako kot bomo rekel, že prejšnja leta poskušati nekako z razvojem igralcev individualno nekako iti po tej poti, da se lahko potem tudi ta finančni delež, bomo rekel, krije iz tega naslova. Tako da okolje, ki je načeloma pisano meni na kožo, kot ste pa sami dejali, pa res, da se v tem letu, bomo rekel, marsikaj dogajalo, zgodilo, ampak tak je naš posel in bomo rekel, predvsem pa me veseli, da je trenutna destinacija v tem trenutku vse tako, kot mora biti. Nobena pretirana skrivnost ni, da je bil zelo pomemben dejavnik vašega prehoda Senijad Ibričić, s katerim ste v zelo dobrih odnosih. Koliko lažje je vam kot trenerju, zdaj, ko je on športni direktor, pa imata tako dober odnos, verjetno je komunikacija zato zelo iskrena, zelo odprta. Kaj je potem nekako za trenerja lažje? Predvsem, da se lahko res osredotoči verjetno na igrišče. Jaz bi predvsem rekel, da je takšna, ki mora biti na relaciji športni direktor in glavni trener, kot sem bil navajen že prej tukaj oziroma potem tudi v tujini. Ja, res je, da nekako najin, bom rekel, odnos trener-igralec in potem tudi, bom rekel, v privat življenju prijateljski odnos je sigurno, bom rekel, bil največja utež, da smo se nekako dogovorili za sodelovanje. Normalno pa je tudi, da ta utež, ki je zraven, prinese vse tudi, kar jaz v Domžalah poznam.
Bom rekel, to pa so definitivno dobri ljudje, ki bom rekel, vodijo ta klub in sigurno ta odločitev potem bom rekel, ni bila težka. Kar se tiče najnega odnosa, je ostal, bom rekel, izven terena, če lahko rečem, enak. Kar se potiče, bom rekel, same profesionalnosti, pa bom rekel, gre za odnos direktor-trener, kjer ničesar ne želimo prepustiti na ključu. Imamo zelo jasna pravila, zelo jasne odgovornosti, kompetence in zaenkrat mislim, da vse deluje tako, kot smo si zamislili. Tako kot sem rekel, najbolj pomembno je, kako se tu počutijo igralci. Oni so tisti, ki bodo, bom rekel, peljali voz v eno ali drugo smer, mi pa vsi ostali, ki jih suportiramo, bom rekel, smo njim 24 ur na voljo, da jih, bom rekel, vodimo v smeri, kakšni si vsi skupaj želimo. To pa je, bom rekel, pot proti evropskemu nogometu, pot proti razvoju, bom rekel, ene velike intenzitete in normalno nekako posledica tega naj bi bila tudi rezultatska krivulja, ki si jo želimo nekako obrniti navzgor. Zdaj, kar se tiče okrepitev v tem poletnem prestopnem roku, za zdaj se z novinci krepite predvsem v obrambi, verjetno tudi kot posledica odhoda Svena Šoštariča-Kariča v Maribor. Kaj nekako tudi sami na tem področju še pričakujete do konca poletja? Kadrovanje je šlo v smeri, tako kot sem rekel, da nekako okosnica ekipa ostane iz lanskega leta. Imamo tukaj kar nekaj izkušenih fantov, zraven pa bom rekel ogromno mladine, ogromno mladih perspektivnih fantov, ki bom rekel, so že lansko leto dobili nekaj priložnosti, sigurno bodo v tej sezoni mogli ta ves potencial, bom rekel, pokazati, sigurno bodo dobili dovolj priložnosti in nekako smo se osredotočili, bom rekel, na naše fante, produkte nogometne šole. Sigurno pa še iščemo mogoče na eni oziroma dveh pozicijah nekako ukrepitev v pravem pomenu besede, da bi bom rekel bil ne samo, da dokrpamo kader, ampak da bi ta, bom rekel, dodana vrednost prišla. Vse je normalno povezano s financami, vemo, kako poteka prestopni rok, kakšne so zahteve igralcev, ki po meni imajo večjo, bom rekel, kvaliteto na začetku prestopnega roka in kaj se zgodi potem na koncu. Ampak zaenkrat se, bom rekel, mi s tem pretirano ne obremenjujemo. Imamo, bom rekel, sprofilirano ekipo, mlado, bom rekel, izjemno delovno. Vlada res, moram nekako reči, da je izjemno lepi odnosi in se veselimo vsakega treninga posebej. Tekme bojo, bom rekel, kmalu pred vrati in jaz verjamem, da, tako kot sem rekel, želimo biti pa po tej plati na igrišču malce drugačni, kot mogoče vsi ostali. Poskušali bomo, bom rekel, biti zelo, zelo intenzivni in bomo videli, kam nas bo to pripravljalo. Vemo, kako je ponavadi s cilji v Domžalah, tudi sami ste že malce omenili to Evropo, lansko 7. mesto, vemo, ni bil rezultat, ki bi zadovoljil ambicije kluba, pa je po vašem mnenju, torej dejali ste, zgodba je nekoliko drugačna. Mogoče s to mlado ekipo v letos napoveduje se zelo izenačeni ligi konkurirati za najvišje mesto. Definitivno bom rekel, je to naš cilj, vedno si pač tudi sam postavljam cilje, ki so največkrat večji kot realnost, ampak enostavno to je moj način, enako želimo nekako prenesti na fante. V tem trenutku vlada en izjemen motiv za delo. Sigurno bo igrišče tisto, ki bo potem merodajno, ampak tako kot sem rekel, pomembno mi je, da tisto, kar govorimo, tudi delamo. Ogromno je zgodbic, kjer delajo z mladimi, pa imajo v ekipi 15 tujcev in je cilj v prvem krogu prvo mesto, v tretjem krogu je cilj Evropa, v četrtem potem se borba za izpad in tako naprej se cilji menjajo. Ne, imamo jasne cilje, to pomeni, da ta borba za Evropo bo, bom rekel, kruta, glede na mogoče neke večje vložke, pa več kadrovanja v smeri, bom rekel, kvalitetnejših igralcev določenih klubov, ampak še enkrat, nikogar se ne bojimo, imamo svojo zgodbo, imamo, bom rekel, svoj profil ekipe in jaz verjamem, da bomo, rekel, trd oreh vsem ekipam in počasi bomo nekako iz tekme v tekmo poskušali graditi neko svojo identiteto in, bom rekel, najti mesto pod, bom rekel, slovenskim soncem. Začela sva s tem, da se v življenju stvari hitro spreminjajo, da je nepredvidljivo, pa bo tako tudi končala. Usoda se je spet malce recimo poigrala z vami, prvi krog tule v Domžalah, prihajajo Celjani. Ta tekma, posebna motivacija, se je posebej veselite morda celo? Veselim se predvsem zaradi tega, da se začne prvenstvo. Mislim, da po vsakih priprav vsi komaj čakamo, da se začne zares. Predvsem me veseli to, da fantje gredo v smeri, kakšen si želimo. Mene osebno, bom rekel, nasprotnik ne zanima. Vsak se, bom rekel, srečuje s svojimi izzivi, s svojimi problemi.
Predvsem bom rekel, me pa veseli dejstvo, da smo po večini ostali zdravi skozi cele priprave, da so fanti, bom rekel, res zagriznali maksimalno in bom rekel, se veselim pred prvo tekmo pred našimi navijači, ki v tem trenutku tudi, bom rekel, vljudno vabim, da bi, bom rekel, zadovoljni odhajali s tekem, tudi, bom rekel, in dali support takrat, ko mogoče ne bo šlo vse tako, kot bi si sami želeli, tako kot smo rekli, priložnost bomo dali, bom rekel, našim fantom iz, bom rekel, naše akademije in bom rekel, z vsemi temi fanti, ki so ostali, mislim, da smo naredili tako neko, bom rekel, kvalitetno in zanimivo mešanico, predvsem pa bom rekel, stil nogometa, ki ga želimo gojiti, bo takšen, ki upam, da bo zadovoljil naše navijače. Gospod Rožman, najlepša hvala za vaš čas in srečno v novi sezoni. Hvala tudi vam. Tako, v drugem delu našega domžalskega obiska se nam je tule pridružil še izvršni direktor kluba, gospod Matej Oražem. Gospod Oražem, pozdravljeni. Dobar dan. Najprej nas seveda zanima nekako menjava funkcij. Šli ste iz vloge športnega direktorja v vlogo izvršnega direktorja. Vaše mesto je po končani karieri prevzel Senijad Ibričić. Kako je nekako v zadnjih mesecih, tednih potekala predaja poslov? Ja, na to zadevo smo se že kar nekaj časa pripravljali. Jaz že več let upravljam mnogo širše naloge kot zgolj tiste športnega direktorja. Dejstvo je pa, da sem si želel tudi neke pomoči čisto iz nogometnega vidika. S Senijadom sva se to zmenila že kar nekaj časa nazaj, tako da ko se je odločil, da bo zaključil z aktivnim igranjem nogometa, smo se to dogovorili. Moram reči, da zaenkrat deluje zadeva super, da dobro sodelujemo. Tudi Simon se je nekako vrnil v staro gnezdo in smo zelo hitro ujeli star ritem, tako da upam, da bomo skupaj z igralci uspeli to tudi na igrišče prenesti. V zadnjih dneh, nažalost, spet govorimo o kar precejšnjih pretresih v določenih klubih po Sloveniji. V Domžalah se vsaj navzven zdi vse mirno. V kakšni, recimo, finančni kondiciji so trenutno Domžale? Ja, definitivno korona kriza in pa vsi stroški s tem povezani in pa predvsem izpad določenega dela prihodkov iz vidika transferjev je tudi pri nas pustil posledice. Mi smo relativno zelo hitro se začeli na to pripravljati, pa mogoče malo prej kot ostali, naredili določene korake, kako se temu prilagoditi. Še vedno smo v tej fazi prilagajanja, tudi kadrovanje potem mora pač slediti nekim zmožnostim, ki jim v tistem trenutku imamo. Imamo pa pač srečo, da imamo res široko paleto mladih nogometašov in verjamem, da bodo letos prevzeli odgovornost, s tem opozorili nase in pa v končni fazi pomagali tudi klubu, da bomo prebrodili tudi to krizo, tako kot smo vse do zdaj. Pri nas nikoli ni super fino fajn, pa nikoli ni grozno slabo. Nekako držimo se neke sredine, vsi skupaj se trudimo. Dejstvo je, da preteklih dveh in pol letih nismo naredili predvsem člansko ekipo tistega, kar bi morali in kar smo si želeli, kar pomeni, da smo se mogli zadev lotiti malo na drugačen način. Ampak verjamem, da še vedno znamo, še vedno zmoremo in da bomo uspešni tudi v tej novi konstelaciji. Ja, malce smo pregledovali kader, fantje letnika 2003 in mlajši, pravzaprav že zelo pomembno vlogo v ekipi, lani mladinska ekipa Domžal, seveda državni prvak, tu so zdaj recimo že v lanski sezoni nekako veliko priložnosti dobili Perc, Sajtovski, seveda Ilenič. Koliko so ti fantje recimo že zanimivi zdaj tudi za mednarodno tržišče? Ja, okrog Ileniča se seveda ogromno dogaja, ogromno se govori. Mi smo nastavili določene parametre, tudi kar se njega tiče, zaradi njegove pozicije v novi ekipi, vendarle se moramo zavedati, da imaš le 17 let in ukolikor prestopaš na višji nivo pri tako nizki starosti, je treba biti kar precej pozoren. Tako da koordinirano iščemo možnosti za njega, trenutno pa kaže, da bo ostal in mi smo tudi zelo zadovoljni, ker ne samo na igrišču in tisto, kar vi vidite, tudi vse ostale stvari pri njemu izjemno štimajo in smo zelo veseli, da je pri nas, da je z nami in verjamem, da je tudi on vesel in zadovoljen. Tako da, kar se njega tiče, se zelo veliko dogaja, kar se ostalih tiče, pa mogoče malo manj, vendarle je dejstvo, da vse niso imeli tako izrazitih vlog v lanskem letu. Proti koncu prvenstva seveda smo jim ponudili več priložnosti, ki so jih tudi v dobršni meri izkoristili.
To je pa treba zdaj letos nadgraditi. Ne. Tako si še nekako mladinci dovolj, da priješ zraven, ne, da igraš in da se pokažeš in da ne odstopaš v negativo. Zdaj pa treba tisti korak naprej narediti in jaz verjamem, da pod Simonovim vodstvom in Ibrotovim tutorstvom bodo ta korak uspeli narediti relativno hitro. Bomo mogli imeti pa kar nekaj razumevanja tudi na prilagajanje, ker vseeno z tako mladimi fanti na najbolj vrhunske rezultate pa vseeno zelo zahtevno. Nikakor ne nemogoče, ampak je pa kar velik izziv, ki se ga pa vsi skupaj zelo veselimo. Domžala smo nekako vajeni, da je pred vsako sezono cilj Evropa. Je glede na pomladitev tako tudi letos? Ja, vsekakor, glede na to, da 40% lige pride v evropska tekmovanja, jaz mislim, da kakršenkoli drugačen cilj bi bil neambiciozen. Ali smo pripravljeni tudi na kaj več v tem trenutku, bo igrišče moglo pokazati. Ne glede na vse težave v lanski sezoni smo bili praktično nekaj minut oddaljeni od pokalnega finala, pa bi potem spet se lahko za evropsko mesto borili. Tako da definitivno cilj mora biti Evropa, tako iz finančnega kot iz športnega vidika je to nekaj, kar je pomembno in definitivno ni nekaj, kar lahko izostaja več let zapored. Pred koncem sezone, ko ste nekako napovedovali trenersko menjavo, ste še recimo tudi že malce napovedali, da bo novi trener Slaviša Stojanović, pa vemo, so se potem stvari obrnile drugače. Zdaj je svetovalec kluba, kakšna je recimo v praksi njegova funkcija? Trenutno je njegova funkcija najbolj vezana na analizo stanja, z nekim svežim pogledom. Želimo pridobiti pač informacije, ki jih do zdaj nismo imeli, zato da lahko določene stvari prilagodimo. Dejstvo je, da kot sem dejal, predvsem v okviru članske ekipe nismo bili zadnji 2 leti tako uspešni, kot bi si želeli, ali pa mogoče kar 3 leta, če vzamemo v kosu. Medtem, ko v mlajših kategorijah smo in rezultatsko, predvsem pa z razvojem igralcem lahko v tem trenutku izjemno zadovoljni in izkoristiti moramo te svoje prednosti, ki jih imamo, in verjamem, da nam Slaviša lahko tukaj tudi pripomore s svojimi izkušnjami, s svojim znanjem, vsem, kar premore. Tako da veselim se že sodelovanja vnaprej. Trenutno smo pa še v fazi, dajmo reči, te analitični, ko se zadeve še pregledujejo, primerjajo, usklajujejo in potem se bomo pa skupaj odločili, kakšni bodo pa koraki, ki bi jih pa dejansko tudi v realnost spravili. Gospod Oražem, najlepša hvala za tale pogovor in uspešno športno, pa tudi politično sezono želim. Hvala lepa. Tako, to je bil kratek pogled v dogajanje v Taboru Domžal. Tako kot v številnih drugih klubih prve lige Telebach nekaj sprememb, ampak tega smo zdaj že navajeni. V vsakem primeru, liga bo letos zelo zanimiva, kar se tiče nas, se lahko začne.